čem bodo odločali na izredni skupščini NK Maribor. Po mesecih pogajanj, usklajevanj in priprave dokumentov bo danes ob 12. uri v prostorih pred severno tribuno Ljudskega vrta prišlo do začetka sklepnih dejanj glede vstopa podjetja Adžun Media v lastniško strukturo najtrofejnejšega slovenskega nogometnega kluba oziroma z njim povezanega podjetja. Društvo NK Maribor Branik je sklicalo izredno skupščino, na kateri bo članstvo odločalo o spremembah, ki bodo turškim partnerjem kluba omogočile sodelovanje pri upravljanju kluba, določene pa bodo tudi obveznosti in odgovornosti podpisnikov sodelovanja. Poslovni direktor kluba Bojan Ban nam je potrdil, da je upravni odbor sprejel pogodbe, ki so se pripravljale v zadnjih mesecih. Zdaj mora te pogodbe pred podpisom in notarsko overitvijo potrditi še skupščina. Klub in turški partnerji pa ne bodo ustanavljali novega podjetja, ki bo v prihodnje skrbelo za upravljanje poslovanja, pač pa bodo po aktualnem predlogu Turki odkupili delež v že obstoječem podjetju Športno-poslovni center Ljudski vrt d.o.o., ki ga je NK Maribor ustanovil že leta 1999. V preteklih letih je to podjetje, ki je v 100% lasti NK Maribor, skrbelo za gostinsko ponudbo na tekmah vijoličastih. Kako je s statusom predsednika kluba in člani upravnega odbora? Ti ostajajo v svoji funkciji, saj imajo potrjen mandat, pravi Ban. Med člani vodstva NK Maribor ni bojazni, da sklepi skupščine ne bi bili sprejeti. Več pa seveda na večer.com, kjer spremljamo dogajanje v Ljudskem vrtu.